Pozdravljena, Mimi. Bravo. 22. aprila se bo v Franciji odvil prvi krog predsedniških volitev, drugi bo sledil 6. maja. Po javnomnenjskih raziskavah je nekaj mesecev vodil socialist François Hollande, zdaj pa v bistvu ankete kažejo na prednost zdajšnjega predsednika Nicolaja Sarkozyja. In me zanima, zakaj je po tvoje tako? Ja, znani francoski filozof in nekdanji minister za šolstvo Luc Ferry pravi, da se bo v bistvu odločalo v zadnjih tednih oziroma dnevih. In verjetno je res tako, tudi drugod so volitve pokazale podobne, recimo. Treba povedati, da res dolgo časa je Hollande vodil, tako prepričljivo od 10% do 3,2%. Zdaj so se razmerja malo spremenila, že nekaj časa po javnomnenjskih raziskavah vodi ali pa se izmenjujete na prvem mestu Sarkozy in Hollande. Sarkozy je vstopil 15. februarja v predvolilno kampanjo, jo pospešuje, seveda jo pospešuje, ker je zdaj v bistvu na višku, do prvega kroga je samo še 12 dni, se mi zdi. Je pa tudi treba povedati, da verjetno je, kakor tudi številni analitiki opozarjajo, so bili odločili na nek način ali pa so vplivali dogodki v Toulouseu, tragični dogodki v Toulouseu, kjer so se spet postavljali v ospredje neka vprašanja, na katere ves čas v bistvu predsednik opozarja, in to je vprašanje varnosti in priseljevanja. In to je prineslo točke Sarkozyju in ne Hollandu? Po nekaterih mnenjih sigurno, kajti Sarkozy se kot predsednik tudi moral odzvati, se je odzval suvereno, jasno. Hollande kot kandidat za predsednika ima pri tem čisto drugo vlogo. Sveda se je politika oglašala, vsi kandidati so se oglašali, so se odzivali na dogodek, ampak predsednik je vendarle predsednik. V enem od člankov si zapisala, ko si primerjala vodilna kandidata, da bi eden s Francozi sanjal, drugi jih kliče na pomoč. Ja, François Hollande je v bistvu svojo predvolilno tekmo začel s slogani, v katerih obljublja sanje Francozom oziroma jim obljublja, da bodo z njim lahko spet sanjali. Obljublja politiko, ki bi vrnila en ugled Franciji, po njegovem prepričanju Francija, pa tudi po prepričanju drugih, Francija izgublja svoj ugled v mednarodni javnosti. Sarkozy pa kliče na pomoč tudi na teh svojih predvolilnih nastopih, pa že prej, in na nek način prosi Francoze, to so njegove besede, naj mu pomagajo. Naj mu pomagajo, da premaga to krizo, da premagajo krizo. Pravi, da so že obrnili stran finančne krize, zdaj treba še obrniti to stran ekonomske krize, se pravi gospodarske krize. Hollande sam sebe predstavlja kot nek antipod Sarkozyjevi politiki, pa je vendarle marsikdo mnenja, da temu ni tako. Tudi sama si nekje zapisala, da ne gre toliko za spopad povsem drugačnih politik, da gre bolj za spopad nekih stilov politikov. In me zanima, je morda Jean-Luc Mélenchon tisti, ki je recimo pravi antipod Sarkozyjevi politiki? Ja, filozof Luc Ferry pravi, da pozna tako leve kot desne politike v Franciji in da se pri večini stvarih strinjajo v 80–90%. Da v bistvu sredinska levica, med sredinsko levico in sredinsko desnico je zelo malo razlik. Da jih ni, trdite tudi znana francoska sociologa Michel in Monique Pinson, ki sta avtorja tele knjige Le Président des Riches, to je predsednik bogat, in v kateri pišete o oligarhiji v Sarkozyjevi Franciji. Ona dva tudi podpirata kandidata skrajne levice, to je Jean-Luca Mélenchona, in ki pa je v bistvu predstavnik te leve levice oziroma skrajne levice, združuje 6 strank na robu, na levem robu. In on obljublja, napoveduje ali pa obljublja tisto, kar nekako na globalni ravni ni uspelo artikulirati tem gibanjem, ki so vzniknila, recimo 15. maj v Madridu na Puerta del Sol, potem pred Wall Streetom in tako naprej, in tudi pri nas v končni fazi
imamo 15. oktober, ne? Gibanje 15. oktober. Jean-Luc Mélenchon obljublja oziroma postavlja v ospredje malega človeka, postavlja ga pred kapital, obljublja, da bo pometel s to politiko, ki je mar do financ, do bank, ki se uklanja bankam in finančnemu sektorju, ne poskrbi pa za državljana. Ne? In v njegovem programu pač kličejo k malemu človeku, da samo človek, ki je zdrav, ki ima delo, ki se lahko šola, ki ima zagotovljena stanovanja, lahko pač poskrbi za družbo, za razvoj družbe. Zdaj, na predsedniških volitvah leta 2002 je z uvrstitvijo v drugi krog presenetil skrajni desničar Jean-Marine Le Pen. Bi se podobno morda lahko zgodilo letos njegovi hčeri, oziroma kakšna je pravzaprav njena vloga v letošnji kampanji? Ja, zdaj, po javnomnenjskih raziskavah se tako za 3. mesto prerivata Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen in tudi François Bayrou, ta je zelo pač res predstavnik sredine, prave sredine. Marine Le Pen je po mnenju recimo organizacije SOS, ki je pred nedavnim objavila posebno poročilo, zelo nevarna oziroma nevarnejša od očeta Jean-Marie Le Pena, zato ker postavlja to skrajno desničarsko politiko z obrobja v ospredje. No? Čeprav tudi leta 2002, ko je se prebil oče v drugi krog, ni bila na obrobju. Ampak zdaj, da so razmere, ne vem, še primernejše za to vrstno politiko, da njeni slogani in njene ideje lahko padajo na plodnejša tla, zaradi krize. Ne? Tako. Če se vrnem zdaj recimo k vodilnima kandidatoma, bi se recimo politika Nikolaja Sarkozija v primeru, da dobi še en mandat, drastično spremenila ali ostala enaka? Zdaj, to je težko seveda napovedovati, ne, ker nimamo pač kristalne krogle in si niti tega ne bi pač dovolila ali pa nekaj. Ne. V bistvu kritiki, ne, in teh ni malo, ker Sarkozy je lik, ki ga zelo kritizirajo. Nekateri pač Francozi pravijo, da je eden najbolj kritiziranih predsednikov in tudi karikiranih, ne, predsednikov Pete republike. In mu očitajo, da se njegova politika tako in tako ves čas spreminja. Ne. Najprej pač določeno ujčkanje bogatinov, najbogatejšega sloja, zdaj vendarle pač pod pritiski volilne kampanje, neka napoved, recimo, da bo stopil na prste recimo tistim, ki se zatekajo v davčne oaze. Ne. Zdaj te preobrazbe so po mnenju nekaterih kot da stalnica, ne, in ne vem, ne. Nas najverjetneje čaka to. Mislim, pač